Nadaljujemo z prekinjeno 5. točko dnevnega reda. Še želi do besedo te točke. Predsednik, gospod Lozinšek, izvolite. Ja, hvala za besedo. Okoli te točke smo že razpravljali na odboru za infrastrukturo, ki smo direktno naslovljene dokle dveh skupin, da so bili pobudniki ideje in zahteve imeli o teh ovirah, cestnih ovirah, ležečih policejev, pač ne. Ampak spet smo toliko, mi nismo bili za to usposobljeni, smo dali predlog na občinsko upravo, da ona to prouči možnosti, kaj je okoli tega, kakaj je pogoji, kaj zdaj mora biti. Dobro, hvala lepa. Zeljnik, izvolite. Hvala. Mene samo zdaj tako tu zanima nekaj. To se mi zdaj samo izredno pogovarjamo o ležečih policajih, ali tudi, ker so to lahko talne hitrostne ovire, so tu zraven. Jaz mislim, da so lahko cenejše, ali ne, mislim, zdaj točno ne vem. Veš, kaj mislim, talne 50 na cesti narisane. Označbe, to me ne zanima, hvala lepa. Ja, svi sem... Ja, izvolite, kratko. Ja, svi sem prej nakratko omenil, torej te grbine, da tako rečem, ali pa dvignjeni tudi prehodi za pešce, trapeze in podobne, ne, rešitve so zadnja vrsta ukrepa. Predtem se proučujejo seveda druge vrste možne ukrepa. Kot sem že omenil, se prejšnje ponavljam, od talne signalizacije zarisanih do vertikalne signalizacije omejitev hitrosti, otroci na cesti, pešci, do, bom rekel, teh lažnih, da tako obvestilnih radarjev, ko samo te obveščajo o hitrosti in znižaj hitrosti in tako naprej. Ne. Tako da po zadnji ukrep je pa dobesedno ta grbina, ker te grbine pač so tudi nevarne, ne, da tako rečem, in zato je tudi na mesto vedno razmislek in zadaj strokovna podlaga, ko se nameščajo, da ne pride potem do kakih tudi potem nesrečnih zgodb na teh hitrostnih ovirah. Hvala. Soli. Kar se tiče, ker so bile omenjene dve skupini, namreč gre za dve vasi. Ena vas je Vintarovci in druga vas je Janežovski vrh. Janežovski vrh je dal pobudo, obravnavali smo na, mislim, na marčovski oziroma aprilski seji. Takrat je bilo tudi podano, se pravi to, kar se danes je razložil. In v tem trenutku mislim, da je prav, da bi vas Vintarovci oziroma predsednika vaškega odbora Vintarovci in predsednika vaškega odbora oziroma ali pa kompletni vaški odbor povabili, zadevo predstavili, mogoče naredili, se pravi, da smo naredili ta strokovna analiza, kar je prav, kar pač mora biti, ker tudi moramo gledati strani, se pravi, varnosti. Kar se tega tiče, ampak se pravi predpogoj je pa seveda, da pa nekaj na tem delamo, je pa predpogoj so pa udeleženci v prometu oziroma v cestnem prometu, kar pomeni, Janežovski vrh je podal takrat striktno pobudo zaradi otrok, ker je veliko število otrok na tem predelu ceste, kjer bi oni želeli imeti hitrostne ovire. Drugo, kar se tiče pa Vintarovec, pa gre za predel pokopališča, ker je, se pravi, tam, ko gre za pogreb, ko je večja množica ljudi, je to zelo nevarno. In drugi predel, ker je pač po Vintarovcih, se pravi, po tem delu, zdaj v območju Podpršaka, da bolj drugače rečem, ker gre za 4-metrsko cesto, seveda se razvijajo velike hitrosti. Velike hitrosti niso samo problem na naši občini, ampak so splošen problem, zaradi tega, ker pač, ne vem, ljudje ne poznajo tabel, ali pa bi še včasih mogli ponovno delati spita. In na podlagi večjih hitrosti se pravi tudi pride do večjega ogroženja. In tako, kot sem že zadnjič na eni seji povedal, dokler se nič ne zgodi, tako dolgo nič ni. Ko bo pa prišlo do smrtne žrtve, takrat pa se zgodba obrača drugače. In absolutno mislim, da bi bilo prav, da, tako kot sem že omenil, da se vaški odbor Vintarovci in Janežovski vrh pokličeta, da se jim to razloži, da se bo dal strokovno mnenje, pove tudi, ker to ni zastoj, ne se strokovno mnenja veliko pa niso zastoj, da se predoči, koliko to ostane in da naredimo, da bi naredili, oziroma predlagam, da bi naredili potem vse dva poskusa, oziroma te dve vasi po tisti strokovni oceni, ki bi bila pač podana,
pa da vidimo namreč kakšen je sploh efekt. Ker je brez veze, da po celi občini nekaj delamo, na koncu koncev nimamo efekta in če nimamo efekta, bo brez veze, da nečemo stran denar. Tako da, moje mnenje, se pravi, ostalo pa seveda občinska uprava, direktorica Darko, župan, se pravi, je na vas. Še kdo? Mitlja, izvole. Da še samo pripomnim. Zdaj že po župan večinoma povedal, ker smo tudi mi na seji STV-a to obravnavali, te težavo. Sicer so še mogoče tukaj zamenjati, tukaj mimo občutek Šejer Marjan, Doličo, tudi so problemi mimo Murkovega Bojana, tudi tam dol. So problemi hitrosti, tako da jaz pač predlagam, no, da pač občinska uprava mogoče to preuči, ki je pa seveda to smotrno, ki je to sploh lahko, se kakšne ovire naredi ali palme označbe, kakorkoli. Je pa res, da tudi pač kot STV iz strese nekaj nima dosta tam, karkoli lahko dosta bolj to se financira, nažalost. Tako da sem jaz tudi takrat smo predlagali, da bo pač večino tega na infrastrukturo prinesli. Tudi finančno, ko bo enkrat seveda pač neki načrt, kjer bi to lahko spolu smotrno. Hvala lepa. No, razmišljanje v upravi je naslednje, ne, da vaši odbori imajo 30 000 evrov na razpolago, to je porazdeljeno. Ena izmed možnosti v vaših odborih je tudi, da vzamejo denar za to proučitev, namreč zakaj, ne? Da bodo resno razmislili, kje, ne? Da gre potem to iz njihovega dela, investicija potem same ovire, ki pa bo upravičena, pa naslednjo leto v proračun. To se mi zdi korektno, da ne bi vsak si izmišljal, ne vem, tu pa tu, potem na koncu ne bo z tega nič. Pomeni, da se že sam vaški odbor, bom rekel, racionalno obnašal do tega. Toliko z moje strani. Marjan, izvolite. Če imamo en predlog, recimo, če ki se vozimo, vidimo, da imajo čisto info, čisto preprosto oviro, tako da imajo recimo cvetlično betonsko korito, pol pa je na tem voznem pasu eno, pa pol, kaj vem, čez 50 metrov, tako da lahko vsaki vozim, pol, če to bi recimo posvetil, to čisto info, pred tem, mislim, moraš zmanjšati hitrost, obvoziš, oni morajo počakati in tisto probleme rešili za malim, no. Pa mogoče še to vaščane se tekmujejo, kjer da imajo lepše rože, no, tako. Malo pestrim. Pravim, jaz tega ne poznam, se ne bom spuščal, kaj lahko pa kaj ne sme biti. Ko sem bil na Švedskem, se mi je zelo dopadlo način hitrostnih ovir pri njih in sicer prometni znak 50 je stal že na cestišču. 70-90 je stal izven cestišča, 50 tu, če pa bil 30 omejitev, je pa že bil taki locen narediti in not na, torej ne na sred, ampak toliko, da se je, tako da je že bilo optično, ko se peljal, tam nekaj je, torej si se ustavilo. To se je zdelo meni iz Švedske zelo prikladno. Ena občina, zdaj to tisto omenjeno, ko je kolega Loret povedal, ena opcija v eni od naših občin, ne zato, katerih sem to videl, že to ima, ampak moramo se nekaj zavedati, da v naši občini imamo tudi kmete, ki imajo velike traktore, imajo stroje. In če mi naredimo tehnično oviro, se bolj sprašujem, kako bo prišel s traktorom in z strojem von skozi. To je, mislim, da za nas, naše ceste, ki so pač koliko so široke 3 ali 4 metre, mislim, da ta zadeva žal ni sprejemljiva. Vsak ukrep za sabo potegne pač nekaj, bom rekel, druga posledica, omejitve, kako ne rečem. Drugo pa, če smem samo ta stavek, rešitve, ki jih vidite ponekod, ni rečeno, da so vse skladu z predpisi. In to je vse lepo in prav, dokler se kaj ne zgodi. Takrat pa seveda, če zadeva ni postavljena v skladu s predpisi, je to in odškodninska, če gre za kako hujšo, malomarnost odstopa je lahko tudi kazenska odgovornost občine ali pa na koncu župana. Tako da to je pač treba vedeti, da tisto, kar bi delali, je predlog nekako prave, bomo iskali seveda praktične rešitve življenjske, ampak znotraj predpisov in potem označbe postavljanja, tako da seveda potem zdrži tudi z tega vidika varnosti. Dobro, ok, hvala, še kaj? Jaz se z gospodom Frasom popolnoma strinjam, zato ker zdaj govorimo o cestah, ki so ozke, res, da so vse ceste nevarne, to moramo vedeti.
ampak moramo se zavezati, da recimo na državnih cestah tega ne moremo narediti, pa tam tudi otroci hodijo v šole, pa zelo nevarno, ne? Pa se tudi moramo držati, pa paziti, pa tako dalje. Tako da, je pa sigurno, da je treba pred temi ovirami poskušati kaj drugega. Jaz se s tem popolnoma strinjam, zato ker po teh cestah se bodo tudi vsi ostali vozili, tako kot ste rekli, z velikimi traktorji, z stroji, z ne vem čem, in tako kot pravi gospod Fras, potem lahko pride res do raznoraznih odškodnin. In zato je bolje res dobro preučiti. Seveda vsi bi imeli radi, da naj bi koga povozilo, vsi gledamo na tem, ampak vsi smo hkrati tudi šoferji, tega se moramo zavedati, ne? Da nismo samo pešče tam, kjer smo doma, ampak druge smo pa tudi šoferji. Hvala. Hvala. Ja, vsi si želimo široke lepe ceste, verjamo sorazmernost, s tem večja hitrost. In da pač eno stvar moramo gledati, da promet je tudi eno nekaj ritmi, za vse udeležence. Zdaj, treba pač neko premo sorazmernost najti hitrosti, širini ceste in pa samem prometu, ne? Da so ti ukrepi čim bolj učinkoviti, po drugi strani pa za uporabnike čim manj moteči. Strinjam se z gospodom Frasom, ne? Recimo cvetlična korita na ceste, ne? Zdaj vprašanje, koliko je to usklajeno z predpisi, naj se nekdo zaveti v to, pa lahko imamo težave. Ne trdim da, ker ne poznam zadeva dovolj dobro, ampak lahko je zadeva potem sporna, ne? Tako da ne bi potem nekih ovir postavljali, katere nam povečujejo po drugi strani nevarnost, ne? Tako da prav je, da se o tem pogovarjamo in da pač na neki način tudi ne ravno vsega, kar se nekdo zmisli, ker vedno tudi ni vse popolnoma argumentirano, zato je čisto prav, da in odbor za infrastrukturo, SPV in občinsko upravo, da vsi skupaj nekako pretehtajo, kar je dovolj argumentirano in kar je smiselno potem narediti. Strinjam pa se županom v tem delu, da verjetno tudi vaške odbore lahko razmišljajo v obsegu teh sredstev, kateri so jim namenjene, da mogoče tudi kakšen del sofinancirajo. Hvala. Še kdo? Žampa. Ja, hvala za besedo. Jaz bi tu mogoče malo upozoril samo glede teh hitrostnih ovir. Seveda za varnost treba poskrbeti, to je jasno, ne, tam, kje je to res potrebno. Pač pa pride pa res take predloge, ker zdaj, če bo eni to uspeli, pa bi hoteli bolj vsi to imeti, ne. Upozoril bi na to, gledajte, na teh hitrostnih ovirah, moramo vzeti za kup tudi, da je tu ogromno poškodb na vozilih oziroma škode, nevidne škode, tudi če se počasi pripelješ, ker vedno to rukne, ne, da ne govorimo sploh o kmetijskih strojih, kjer je širina pomembna, potem dolžina, tudi dostave z šleparje so isto kot kmetijska vozila. No, mislim pa, da je to zelo elegantno narejeno, ker mislim, če lahko na državni ceste, naprimer primer pred Trnovsko vasjo, pred Gočevo, tisti otok na sred ceste, mislim, da zelo elegantno umiri promet, pa mislim, da je to ena taka najbolj sprejemljiva rešitev še. Res pa je, da pač cesto v tistem delu treba razširiti, tako je. Hvala. Še kdo? Nite izvoli. Jaz pa predvsem mislim tudi, no, poleg vseh teh, kar ste zdaj že vsi omenjali, da tudi kultura vožnje je pa največji problem pri vsakem posameznih, predvsem tistih, ki itak nobena ovira jim ne pomaga in mislim, mogoče se bo moje mnenje, tako mogo biti na državni ravni, da bi kakšne progresivne kazni za takšne, ki ponavljajo, predvsem, da tu so hitrosti, neke prekrške, da bi pač vsakič več plačal enkrat, pa bi ga verjetno izučilo, da pa mora malo paziti. Mislim, čista. To je tak, čista. To moram v Nemčiji, to je. Hvala lepa. Kar se tiče kazni oziroma, zdaj to je evaluirano na policijo oziroma kazni, ko stojiš, ne, se bo pelo lepo, ko boš se pa odpelo, pa so zadnje dilke. Žal, to je resnica, ker vsaki, ko vidi policijski avto, takrat bo podbremzal, se bo pelo kulturno, kako boš policijski avto odstrano, takrat pa se to druga zgodba zadnje. Takrat ga več ni 30, 40, tako 50, ampak je 100 pa 150. Žal, bo treba delati.
smo zaključen. Hvala lepa za zaključenje razpravo. Občinski svet je seznanil z informacijo o pobudah in nalaga občinske uprave, da pobude poročite nanje govori za pobude, ki so strokovno sprejemljive, se pripravijo potrebno tehnično dokumentacijo, pridobijo ocena vrednosti in uvrstijo letni program upravljanja in vzdrževanja občinskih cest glede na določene prioritete in razpoložljiva sredstva. Kdo je za? 9 za zaključujem. 7 za 7.